Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v podcastu Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Slovenske parlamentarne volitve so že skoraj za ovinkom, 22. marca. Ena od predvolilnih tem bo zagotovo tudi zunanjepolitična, geopolitična slika je ta hip zaskrbljujoča. Upori, protesti v Iranu, protesti v Združenih državah Amerike proti službi za deportacije, Trumpove domnevne grožnje in apetiti po Grenlandiji, carinska vojna, imamo seveda tudi situacijo v Venezueli, ni še konec vojne v Ukrajini. In kdo je bolj primeren za vso to tematiko, kot pa profesor dr. Bogomil Ferfila, politolog, obramboslovec, svetovni popotnik, s katerim bova danes govorila o tem, kakšna slika sveta je leta 2026 aktualna in kakšno vlogo bi morala igrati slovenska zunanja politika v tem geopolitičnem svetu, če sploh kakšno. Najprej pa lepo pozdravljeni v našem studiu. Hvala za povabilo. Bova začela pri morda najbolj vroči temi, Združenih državah Amerike. Vemo, da se vsak dan zgodi kakšna nova objava teh zelo glasnih Epsteinovih dokumentov, v katerih se omenja tudi ime Donalda Trumpa. Sicer pojavili so se v resnici stare obtožbe iz leta 2016, ki so bile umaknjene oziroma jih FBI sploh nikoli ni vzel resno v obravnavo, češ da ne bi na tem otoku bil tudi Donald Trump, se družil s Epsteinom. Je šlo tukaj za poskus političnega uničenja Donalda Trumpa že takrat, ko je prvič kandidiral za predsednika, je to prišlo iz demokratskih krogov. Zdaj je ta administracija pravzaprav vse te dokumente sama objavila. Je to zato, prebral sem eno teorijo, da dokler se o dokumentih samo ugiba, dokler niso javni, se lahko piše in govori marsikaj, zdaj pa, ko je vse črno na belem, pa pravzaprav so nasprotnika razorožili. Ampak interpretacija pa je zelo zanimiva, kako se Donald Trump pojavlja v teh dokumentih. Ja, zdaj, kar se tiče, jaz sem podrobno študiral tudi ta tako imenovani samomor Epsteina v zaporu. Absolutno bi se strinjal s tem, kar ste rekel, kar je Trump, bi rekel, občutil na lastni koži ob obeh poskusih samomora, da se FBI politizira. Seveda, vedno vladajoča garnitura, tudi v Sloveniji, tudi v Ameriki, postavi šefe, ki pol zagotovijo neko lojalnost, tudi FBI-ja, tudi CIA vladajočemu režimu. Tako da, kar se tiče Epsteinovega samomora, bi verjetno po teh analizah, obdukcijah lahko sklepali, da je morda FBI malce pripomogel k temu samomoru. Uradno je bil Epsteinova smrt razglašena za samomor, vendar potem te natančne analize obdukcije so pokazale, da je prišlo do zloma nekaterih kosti, ki ne kažejo na samomor, ampak morda na torej nekakšno zadušitev. Kar se tiče Trumpa, je več ali manj znano in Trump je o tem tudi, torej ob te fotografije, ki ga kažejo v družbi s Epsteinom, so vse, bi rekel, v Trumpovih mladih letih. Dejstvo je, da je Trump, preden je vstopil v politiko, torej se je ukvarjal z nepremičninami in lepimi dekleti. Se pravi, Trump je imel to playboysko preteklost in takrat se je tudi družil z Epsteinom, tudi je dal neke izjave, češ da se lepo zabavata, da Epstein veselo živi, vendar leta 2004 so se njune poti razšle so se pa, torej ne zaradi spora o kakšnem lepem dekletu, ampak zaradi spora o lepi nepremičnini. Oba sta štartala na nakup, torej neke
milijonske nepremičnine, mislim, da v New Yorku, in tu sta se potem drug proti drugemu tekmovala, obtoževala, zviševala ceno. V tem nepremičninskem dvoboju je zmagal Trump, ampak od tega leta 2004, torej sta se tako, bi rekel, sprla, da potem med njima ni bilo več stikov, tako da po mojem mnenju je Trump tukaj čist. Ja, ampak ne ves čas ga poskušajo povezati z Epsteinom, z njegovim otokom. Politično-propagandni kanali, kot je Inštitut 8. marec, ki se je zelo politično aktiviral znova pred prihajajočimi državnozborskimi volitvami, recimo na socialnih omrežjih piše o pedofilu, ki ga zagovarja desni pol slovenske politike, ampak tukaj je treba jasno na belem povedati, te zgodbe, ki so z novim paketom Epsteinovih dokumentov prišli v javnost, gre pravzaprav za stare anonimne prijave Donalda Trumpa, ki jih FBI nikoli ni vzel resno v obravnavo, oziroma so bile te prijave, obtožbe na koncu tudi umaknjene. Skratka, tukaj ni nič proti Trumpu, sicer bi verjetno to bila precej večja afera že v Združenih državah Amerike, pa tudi Trump bi jo verjetno težko odnesel. Pa se vemo, kako je končal reperski mogul, mislim, da drugi najbogatejši reper na svetu, Sean Combs, Diddy. Ja, zdaj, če bomo verjeli ekspertizam Inštituta 8. marec glede ameriške zunanje politike, če celo morda naša vlada gradi na teh ekspertizah, to nimam komentarja. Tako da druga stvar je, torej, kar je pa povsem jasno in seveda na to bi se lahko, če bi imel kakšno resen pristop, Inštitut 8. marec fokusiral, je pa seveda, da pa ni nobenega dvoma o izdatnem sodelovanju z Epsteinom s strani Billa Clintona. Torej, on je bil na temu njegovemu famoznem letalu Lolita Express nekaj 10-krat in zanimivo je tudi to, da je ravno pred dnevom ali dvema sta in Bill Clinton in njegova soproga Hillary pristala na zaslišanje v kongresnem odboru glede sodelovanja z Epsteinom. Zakaj? Pristala sta zato, ker bi v primeru nesodelovanja jima grozila zaporna kazen. Mislim, da sta bila dva sodelavca demokratske stranke, ki sta to zavrnila in potem sta preživela nekaj časa v zaporu in seveda Clintonova dinastija si seveda ne more privoščiti zaporne kazni, tako da torej morda bo kaj zanimivega, ampak seveda boste probala vse zanikati glede sodelovanja z Epsteinem, vendar vseeno na to zaslišanje bo nedvomno zanimivo za poslušati in seveda ga priporočam zlasti Inštitutu 8. marec. Ja, na Epsteinovih dokumentih bo res težko graditi politično kampanjo na levi strani, ko govorimo o slovenski notranji politiki, ampak se pa zdaj poskušajo zelo agresivno povleči vzporednice med službo za deportacije, to zelo glasno ICE v Združenih državah Amerike, in morebitno službo za deportacije, ki bi jo na nek način vzpostavila SDS, zdaj odmevajo izjave Žana Mahniča, zelo hitro so jih pograbili naši osrednji mediji, češ v ICE v ZDA je ta hip na tnalu medijev leve politične sfere zaradi nekaj umorov, ki so se zgodili zaradi nasilja. Sicer teorije so zdaj različne, a je šlo pravzaprav za posledico neupoštevanja teh agentov nasilja. Posnetki so tudi nazorno kazali, da je recimo ženska, ki je bila ubita, morda zapeljala direktno v agenta ICE, o tem se bova lahko pogovarjala. Ampak najprej, kako ste vi videli to izjavo Žana Mahniča, ki govori o tem, da Slovenija pravzaprav že ima vse sprejete zakonitosti, da lahko izvaja legalno deportacijo migrantov, ne sicer na nasilen način, ampak v skladu s slovensko zakonodajo, in da bodo to tudi storili. Ampak zdaj te vzporednice z ICE se poskušajo povleči, češ ZDA je slab vzor in Slovenija poskuša nekaj podobnega, če SDS pride na oblast.
Torej, jaz mislim, da imajo vse evropske države možnost izgona ilegalnih priseljencev. In to recimo Danska počne, ki ima socialistično vlado. Ne? Ja, se pravi, zdaj nekatere vlade to počnejo, nekatere ne. Jaz mislim, da teh ilegalnih priseljencev pravzaprav skoraj da ne bi smelo biti, če bi meje Evropske unije funkcionirale. Se pravi, vsak ilegalni priseljenc je v bistvu kiks teh mejnih kontrol Evropske unije, ki so res da, torej niso pretirano močne, bi morale biti mnogo bolj okrepljene, ampak bi rekel, vsaj te množične norije, ki smo jim bili priča pred leti, ko se je preko Balkana valila milijonska množica ilegalnih migrantov, ki so jih potem sprejeli v Nemčiji, torej vsaj te množične preselitve so se končale, tako da jaz mislim, da ob funkcioniranju, bolj trdnem funkcioniranju evropskih meja, praktično ilegalnih migrantov skoraj da ne bi smelo biti in seveda zdaj na vsaki vladi pa je, da te zakone, ki obstojijo pač v vsaki državi, izvaja ali ne. Vedno je nekako znano, da desne vlade so praktično po celi Evropi mnogo uspešnejše v vzdrževanju zakona in reda. Tako, ker se naprimer seveda zaradi velikega pritiska na proračunske izdatke se nasprotno za leve stranke pač govori, da so mnogo bolj uspešne pri socialnih politikah. Tako da desne stranke je značilno, da vzpostavijo red in mir in seveda ljudje, ki jim je to pomembna vrednota, pač potem glasujejo za te stranke. Ampak kako vi vidite zdaj te agente ICE v ZDA? Gre za neke vrste Trumpovo vojsko, ne? Trump pravzaprav ves čas poudarja, mi samo po naši ustavi branimo naše državljane, ne? Ilegalci so odgovorni za številne nezakonitosti, za zločine, za umore. Kako ste vi videli pravzaprav te odmevne incidente, ki so se zgodili v Združenih državah Amerike? Zdi se, da jih je ena politična stran, z njo pa tudi osrednji mediji, CNN recimo, takoj pogrebili za napad na to administracijo. Ja, absolutno je to spet področje boja in seveda predvolilnega boja med demokrati in republikanci. Lejte, v Minneapolisu obstoji, mislim, da nevladna organizacija 50.105 ali pa 55.105, katere edini namen je skrivanje ilegalnih migrantov. Skrivanje ilegalnih migrantov in potem preskrbovanje z teh migrantov, ko jih poskrijejo z prehrano, z zdravstvenimi in drugimi storitvami in seveda tudi z preskrbitvijo advokatov, ki preprečijo njihovo aretacijo. Zdaj pač tu je treba reči, ok, Trump je sigurno gradil svojo volilno agendo na izgonu ilegalnih priseljencev. Treba je reči, da tudi znotraj republikanske stranke obstoji kar nekaj pomembnih glasov, ki so morda bolj naklonjeni amnestiji teh ilegalnih migrantov. Zlasti seveda v dejstvu, da kakor je večina Američanov, mislim, da je razmerje 60-40, ki so za izgon ilegalnih migrantov, vendar ne marajo pa videti nasilja s tem v zvezi. In zato je potem Trump tudi reagiral in je več 100 agentov ICE-a umaknil iz Minneapolisa. Vendar seveda je pa še naprej izjavil, da ne bo šlo več za množično aretacijo ilegalnih priseljencev, ampak za mnogo bolj fokusirane, fokusirane verjetno na to, kar ste omenili že, zlasti tiste, ki imajo kriminalno preteklost. Naprimer, ena takšnih stvari, ki naprimer preprečuje intervencijo ZDA v Kubi proti komunističnemu režimu, je ta, da čim bi do napetosti prišlo,
ali poskusa intervencije, torej Kuba vedno izpusti vse svoje zapornike v Miami, ne? In potem ima Amerika opraviti z vsemi temi kubanskimi kriminalci, ki se seveda integrirajo v to močno kubansko skupnost na Floridi. Little Havana. In tako, ne, Havana, ne. Tako da vendar Trump, seveda, tudi Melania se je tu pojavila in pozvala demonstrante v Minneapolisu, da naj ne bodo nasilni pri teh demonstracijah. Videl sem tudi analize, ki kažejo na to, da so te demonstracije zelo dobro organizirane, skoraj da vojaško organizirane. Seveda moramo pa seveda vedeti, da je Minneapolis vedno bil nekakšno žarišče upora proti Trumpovi vladavini. Tudi leta 2020 je v Minneapolisu prišlo do umora Georgea Floyda in sedaj je nekje podoben načrt. A veste, mi smo že pozabili, da se je v prvem Trumpovem mandatu Antifa, črna življenja štejejo, razbijala in razgrajala po vseh velikih ameriških mestih, razbijala nakupovalne centre in sedaj v zadnjem letu Trumpovega mandata, ne? Ja, no, to se je potem intenziviralo, ne? Ampak tudi prej, ne, ampak to se je pol najbolj intenziviralo proti koncu in tudi sedaj vidim, da se skuša, torej bi seveda in te nevladne organizacije seveda podpira Demokratska stranka in tudi sedaj je načrt, da bi se te demonstracije v Minneapolisu ponovno organizirale in seveda tudi načrt, da bi se razširile tudi na druga ameriška mesta. Sprav, oni hočejo ponoviti te množične demonstracije iz prvega obdobja Trumpove vladavine tudi v tem drugem obdobju. Torej, kaos in histerija. Je to cilj teh incidentov, ki so se zgodili, ne? Ja, in oni seveda s tem računajo. To seveda, ne, po mojem mnenju, seveda kaže na nek minus, na neko pomanjkljivost ameriškega večstrankarskega sistema. Če gre ena stranka, torej v takšne ekscese, ne, da dopušča torej tudi neke kazniva dejanja, da dopušča prestope ilegalnih migrantov, na katerih glasove računajo, ne. Morate vedeti, da je v Ameriki približno 15 do 20 milijonov ilegalnih priseljencev. 15 do 20 milijonov, to je skoraj da nekje 8% celotnega ameriškega prebivalstva. Samo v obdobju prejšnjega predsednika Joe Bidena jih je vstopilo približno 8 do 9 milijonov. Ne. Se pravi, gre za ogromne številke in pač Trump si je zadal ta cilj, da te ilegalne migrante izžene. Seveda je pa tu treba torej res nekaj povedati. Torej, v zadnjih 40 letih je samo 1 milijonu ilegalnih priseljencev ali pa priseljencev nasploh uspelo dobiti ameriško državljanstvo. Kar pomeni, da ga je izredno težko dobiti. In seveda ti potem, torej marsikateri se potem bi rekel, prispe kot ilegalni priseljenci in tam ostane. Zdaj, ena stvar je tukaj in seveda tudi Američani, morda je zdajle Trumpu majčkeno padla podpora ravno zaradi teh dogodkov. Lejte, če teh ilegalnih migrantov ne bi nobeno ameriško podjetje ali pa ameriški kmetje, farmerji, če jih ne bi zaposlovali, bi se zelo hitro pobrali nazaj. Ampak tako podjetja, zlasti pa podeželje, ko pride do obiranja plantaž, kmetijskih pridelkov, zaposlujejo imigrante. Zakaj? Zato, ker jih plačujejo po polovični ceni. In v bistvu se je sedaj pojavila zahteva, da je treba kaznovati
te delodajalce, ki zaposlujejo ilegalne migrante. Vendar Trump tukaj, verjetno zaradi svoje poslovne orientacije, ne pristane na to kaznovanje. Vendar to kaznovanje bi bilo seveda učinkovito, kajti oni, če ne bi imeli sredstev za življenje, bi se morali vrniti. Verjetno pa lahko vlečemo neke usporednice tudi z Evropsko unijo, glede na to, koliko migrantov je prišlo, sploh v zadnjih 10 letih. Tukaj imamo številke, da se je v 4 letih samo v Sloveniji od nekje številke 35 tisoč številno nezakonitih vstopov v Slovenijo povečalo na prek 150 tisoč, in da pravzaprav je nekaj treba storiti. In Evropska unija očitno tukaj bo morala vsaj do neke mere posnemati politiko Donalda Trumpa z deportacijami, sicer na evropski način v skladu z evropsko zakonodajo, pa vendarle, vse službe, Nemčija, Danska, zdaj nekako že izvajajo, temu se sicer reče drugače, vrnitve teh ljudi v matične države, ampak se dogaja. Ja, zdaj, kar se Slovenije tiče, dobro, ne bom rekel, da imamo srečo, vsi ti ilegalni migranti gredo iz Slovenije naprej, gredo zlasti v Skandinavijo. Zakaj v Skandinavijo? Podobna zgodba, spomnim se, je odvila tudi, ko so prišli ukrajinski begunci v Slovenijo. Spomnim se, v hotel Krka, hoteli Krka so vsem tem mladim Ukrajinkam dobilo zaposlitev, dobilo stanovanje. Mislim, da po 2 mesecih je od nekaj 100 Ukrajink ostala samo ena, in sicer tista, ki se je zaljubila v natakarja, ki je delal v Krkenem hotelu. Vse ostale so šle v Zahodno Evropo. Zakaj v Zahodno Evropo? Lejte, v Sloveniji je dobila plačo, ali pa tudi azilant dobi podporo, torej nekaj 100 evrov, verjetno je višja, kakor je podpora za brezposelne v Sloveniji za Slovence. Vendar to govorimo o nekaj 100 evrov. Na Švedskem je socialna podpora okoli 3000 evrov. Se pravi, in seveda, oni pozabijo na to, da je Švedska tudi draga za živeti, in verjetno je podobno potem v vseh drugih skandinavskih državah, ker oni imajo zelo podoben trg dela in plačevanja. Tako da seveda oni, ko slišijo o takih nadomestilih, se vse raje preselijo v skandinavske države in zaprosijo za azil v teh državah, ker čim ga dobijo, so takoj prejemnice takih, bi rekel, visokih pomoči. Vendar seveda, kar se Evropske unije tiče, jaz se spomnim, enkrat sem ne vem kam sem letel in je zraven mene sedel možakar, in ko sva začela govoriti, je povedal, da je šerif oziroma policist, ki spremlja enega migranta, ki so ga vračali nazaj verjetno na Bližnji vzhod. In seveda je rekel, jaz sedim zraven tebe, za mano sedi en moj kolega, potem en kolega sedi z tem migrantom, ki ga vrača. Se pravi, 3 ljudi, 3 letalske karte, in seveda, prav mi je rekel, veš, samo upam, da se ta migrant ne bo spomnil narediti scene na letalu. Kajti, če bi naredil sceno na letalu, bi kapetan letala zaukazal pristanek letala in izkrcanje tega migranta in bi ga spet imeli v neki tretji državi. Tako da to je zelo, zelo kompleksen proces. Skratka, Evropska unija ni tako učinkovita, kot so Združene države Amerike. Seveda je pa nekaj glede teh migracij treba povedati. Lejte, tudi Slovenija, naprimer, gledal sem primerjave Slovenija-Hrvaška. Slovenija vsako leto nekaj 10 000 priseljencev podeli slovensko državljanstvo. Torej, ali začasno ali trajno. In zaradi tega je število slovenskega prebivalstva približno nespremenjena. Hrvatska tega ne dela zaradi izkušenj, ki jih je imela srbsko manjšino, in v lanskem letu 2024 se je število hrvaških prebivalcev znižalo za 300 000.
Ne? Slovensko prebivalstvo pa ostaja nespremenjeno. Kaj ti seveda, kje je razlog? Razlog je namreč v tem, da je in slovenska rodnost in rodnost hrvaških žena in Evropske unije močno preniska. Mi imamo stopno rojstev približno 30 do 40% nižjo, kot je zahtevana za enostavno reprodukcijo. In zdaj tu se moramo odločiti, če ne bomo podeljevali slovenskih državljanstv, bo Slovenija ostala prazna. In enako tudi Evropska unija. Ja, no, neka predikcija je, brez teh migracij, bi se lahko populacija Slovenije do leta 2100, to so bile izračunane številke, mislim, da strani inštitutov Evropske unije zmanjšalo na 1,6 milijona, če ne bi bilo migracij in bi se slovensko prebivalstvo toliko skrčilo. In potem še vedno hitreje, ker čim starejše postaja prebivalstvo, tem nižja stopna rodnosti. Ne bo se dogajalo samo v Evropski uniji, mislim, da je predikcija, da bo Kitajska padla iz milijarde 400 milijonov na 800 milijonov, samo ne tako, da afriški kontinent pa bo tisti, ki bo po prebivalstvu najbolj rasel v naslednjih 50 letih, ampak bo vas zdaj to malo pustilo ob strani. Ko sva pri migracijah, nekaj vojnih žarišč je v bližini Evrope, tudi v Evropi, seveda, ko govorimo o ukrajinski krizi. Morda, če najprej obdelamo Ukrajino, vi ste precej kritični do politike Združenih držav Amerike, kar se tiče Ukrajine. Zdaj ne vem, tukaj ciljate bolj na prejšnjo Bidenovo administracijo. Trump si že od samega začetka prizadeva doseči neke vrste dogovor s Putinom. Zakaj mislite, da po vsem tem času, ko je napovedoval, v 2 dneh bom končal vojno, tega premirja še ni? Je krivda na strani Putina, ki želi prevelikost Ukrajine, je krivda na strani Evropske unije, ki morda brezglavo podpira Ukrajino in bi rada še naprej pravzaprav metala orožje v to državo. Kako vi to vidite? Torej, dejstvo je, da je Trump absolutno edini, ki lahko doseže prekinitev sovražnosti. Zaenkrat imamo napade Rusije na ukrajinsko infrastrukturo. Zgodil se je najhujši letos, ne? Najhujši letos, ampak tudi obratno. Torej, ravno tako imamo na ukrajinske napade na ruska mesta in rusko infrastrukturo. Zdaj, verjetno, glede na to, da ima Rusija pač močnejše orožje, je teh napadov več z ruske strani kot z ukrajinske. Skratka, nihče noče nehati. To je dejstvo, seveda je, da je NATO je prisoten v Ukrajini plus 50 držav, ki Ukrajini pomaga. Dejstvo je, da brez tuje pomoči Ukrajina ne bi zdržala in se ne bi mogla upirati. Če ne bi bilo pomoči NATO, ameriških specialcev, mislim, da se tudi sin od Trumpovega ministra za zdravstvo Kennedyja bori v Ukrajini kot mitraljezec. Torej, brez te pomoči Ukrajina ne bi vzdržala in seveda sedaj, ko je Trump zaprl finančno pipico in seveda je še pripravljen pošiljati orožje v Ukrajini, vendar pod pogojem, da ga plačuje Evropa, bo verjetno tudi evropska navdušenost za nadaljevanje vojne se zmanjšala, kajti Ukrajina potrebuje letno približno 90 milijard dolarjev, kar ni tako velika vsota. A veste, morate vedeti, da je slovenski kosmati družbeni proizvod je okoli 100 milijard dolarjev, se pravi, govorimo o letni vstopi slovenskega kosmatega družbenega proizvoda. Vendar seveda za Evropsko unijo je to še vedno znaten zalogaj in mislim, da ga bo zelo, zelo težko zagotavljala. Brez zunanje pomoči pa seveda Ukrajina ne more preživeti. Ampak kaj je krivo, da ni tega premirja, za katerega si Trump tako prizadeva in je napovedal, da se bo že zdavnaj zgodil? Ja, nobena stran noče prekiniti napadov. Trump je potem se dosegel z Putinom dogovor,
da za nekaj dni napadi prenehajo. On je sicer rekel, da bo to trajalo en teden, vendar so potem ruska stran rekla, da bo to trajalo samo preko vikenda, potem so se napadi obnovili. Rusi pač gredo sedaj s to logiko, zdaj Ukrajinci bi nekaj glede tega morali storiti, da seveda vedo, da bo Ukrajina prisiljena ustaviti vojaške operacije, ko bo, tu mislim, da sta dve kritične smeri. Ena je smer proti Odesi, ko bi ruska vojska lahko praktično odrezala Ukrajino od morja. Zaprla do morja, potem se tudi, mislim, tam bi potem naredili tudi stik z Moldavijo, ne, z Pridnestrsko republiko v Moldaviji, in kolikor sem videl, se drugi krak se je sedaj obrnil proti Kijevu. Se pravi, in dejstvo je seveda, da te ruske enote nezadržno, počasi, ampak napredujejo. Ne. Gledal sem podatek, da je torej 20,000 kvadratnih kilometrov je ruska vojska osvojila torej v zadnjih nekaj letih, samo mislim, da lansko leto 2000 kvadratnih kilometrov. Se pravi, ukrajinsko ozemlje se zmanjšuje in na določeni točki bo Ukrajina morala ustaviti te vojaške operacije in pristati na ruske pogoje. Ruski pogoji so pa seveda takšni, spet tu je kopija situacije v Moldaviji in v Gruziji, kjer imaš ravno tako v obeh teh dveh državah imaš ti ruske enklave, ki seveda ravno tako kot v Ukrajini se nekako pokrivajo z ozemljem, kjer je prej živela ruska manjšina. In naprimer v Moldaviji, ko imamo to Pridnestrsko republiko, je sicer zanimivo to, da v tej Pridnestrski republiki v veliki slogi živijo Ukrajinci in Rusi. Se pravi, sloga je možna in verjetno to je edina rešitev tega spora, da se zaenkrat, torej jaz mislim, da bi se vojna morala končati, začeti bi se morala pogajanja in seveda tudi Putin ni večen, torej za časa Putina seveda ne bo prišlo do tega, da bi se Rusija umaknila, ampak seveda, ko se Putin zamenja, seveda tu je pa ena stvar v tej svetovni in evropski geopolitiki, ki jo ne smemo pozabiti. Amerika, česa se Amerika boji glede Evrope? Boji se, da bi se Evropa preveč zbližala z Rusijo. Vendar morate vedeti, da Evropa more rešiti razmerje z Rusijo. Torej to stanje, da se bomo gledali Evropa in Rusija preko puškanih konic, to ni, bi rekel, to ni dolgoročna stabilnost. Se pravi, Evropa za dolgoročno stabilnost seveda potrebuje ZDA. Zdaj, ali potrebuje NATO ali ne, to je lahko drugo vprašanje. Lahko se NATO tudi razformira, Trump je zelo skeptičen do NATO, dobro, skeptičen je tudi do OZN. Ampak tudi Trump ni večen. Ja. Ampak pravim, za neko dolgoročno stabilnost Evrope je potrebna uravnoteženi odnosi z ZDA in tudi torej nek dogovor in neki uravnoteženi odnosi z Rusijo. Ja, ampak morda samo to, no, pač vprašanje je bilo, kje je Trumpu spodletelo v njegovi prepričanosti, kako hitro bo dosegel mir. Gostil je Putina na Aljaski, ne, povedal Zelenskemu Beli hiši, kar mu gre, ne, nimaš kart. Kje se je ustavilo, ne? Pogajanja so se dogajala. Ja, lejte, po ukrajinski ustavi Ukrajina ne more, verjetno podobno člene imajo številne ustave, Ukrajina ne more prepustiti dela svojega ozemlja tuji državi. Se pravi, tu je možna varianta samo, torej pravniki pravijo, torej nek dolgoročno, torej neka, recimo, nekaj desetletna odpoved delu ozemlja. In seveda, torej dejstvo je, da pač ne Ukrajina, ne predsednik Zelenski pač ne pristane na te ozemeljske zahteve Rusije in seveda to.
iluzorno pa je torej zaenkrat za časa Putina predvidevati, da bi se Rusija umaknila iz teh zasedenih ozemelj. Se pravi, torej ena stran bo mogla popustiti, torej Trump je seveda mislil, da bo ukrajinska stran prepustila, vendar enostavno ne prepusti. Tudi Zelenski, na primer, se zaveda, da v primeru, pristal je zdaj na volitve, ne, vendar verjetno bo na volitvah izgubil. Ne. Veste, vsak predsednik hoče ohraniti svoj predsedniški status. Tudi to je en razlog v tem, da noče ustaviti. No, vse, ampak lahko kaj spremenijo te volitve, ki jih omenjate? Ja, potem bi imela Ukrajina drugega predsednika. Ne. Pa nikoli ne veš, kaj. Ni pa verjetno v danih razmerah mogoče, da bi to bil nekdo, ki bi bil bližje Putinu, ne, proruski. Ne, zaradi tega, veste, to je naprimer, dobra plat, če Ukrajina torej izgubi, oziroma sigurno bo izgubila ta del ozemlja, kjer je prebila ruska manjšina, je to, da ne bo več v Ukrajini na volitvah prišlo do proruskih glasov. Ne? Tako da sedaj je seveda brez ruske manjšine je izvolitev proruskega predsednika v Ukrajini nemogoča, torej je pa seveda možna izvolitev in seveda verjetno znajo Američani na to vplivati, je možna izvolitev predsednika, ki bo bolj proameriški, bolj, bi rekel, ki bo bolj deloval v skladu z ameriškimi interesi in seveda potem bo tudi recimo prekinitev možna sovražnosti morda lažja. Ja, se vzpostavlja vendarle nek novi svetovni red. S tem, kar gledamo v Ukrajini, zdaj že 4 leta, ne, Putin deluje po svoje, namiguje se, da Trump pravzaprav dela podobno, uveljavljanje neke Monroejeve doktrine, nečesa temu podobnega v Venezueli. Mimo mednarodnega prava so zrušili diktatorja Nicolasa Madura, ki sicer ni bil uradno priznan niti strani Evropske unije, ne, večjega dela zahodnega sveta. In izgubil je na zadnjih volitvah. Kot nek legitimen voditelj, ampak ne, precejšnje kritike so prišle na Trumpov račun, ne, ampak to se ne dela na takšen način, pa me zanima, na kakšen način pa se potem zamenja diktatorja Madura, zaradi katerega iz države zbežalo 8-9 milijonov ljudi. Ne. Mene zanima, gospod Ferfila, zdaj po tem, kar se je zgodilo v Venezueli, bo s tem sprožen neke vrste domino efekt, bodo veliki igralci, Kitajska, Rusija, ZDA, zdaj urejale svet povsem po svoje? No, zdaj če začnemo s to Madurovo odstavitvijo, ne, torej, jaz bi rekel, jaz sem tle postavil neko distinkcijo med mednarodnim pravom, tudi videl sem, da je gospod Tir, ki je tudi tako izskočil in podobno rekel, da je svet je drugačen, mednarodno pravo se krši. Torej, eno je mednarodno pravo, eno je pa humanitarno pravo. Ne. Torej, dejstvo je, da je Madurov režim pobil na desetine tisočev ljudi, državljanov Venezuele, milijoni so zbežali. Država, ki ima največje zaloge nafte na svetu, je na kolenih, mislim, da ljudje dobivajo pokojnine, ne vem, nekaj dolarjev, podobno kot na Kubi. Ne. Se pravi, on je gospodarsko uničil državo, pobijo je svoje državljane in če pogledamo, ne, kdo naj bi interveniral v taki državi? OZN seveda nima nobenega, NATO seveda ravno tako ne more. Se pravi, realno gledano je seveda danes samo ZDA tista sila, ki lahko odstavi takšne diktatorje in podobna situacija je tudi v Iranu, kjer po mojem mnenju ravno tako bi lahko neko humanitarno pravo imelo prednost pred mednarodnim pravom. Zdaj pa seveda, kar se pa tiče te Monroejevo, oziroma zdaj je novo ime je Donroejeva doktrina, dejstvo je, da nekakšnega primata ZDA
nad Amerikami, se pravi in Srednjo in Južno Ameriko in celotno in seveda tudi Kanado, se tu nekje ne osporava. Torej jaz sem nekaj postavil tudi tezo, da morda te številna srečanja med ruskim, kitajskim in ameriškim predsednikom, da so nekako delovale kot nova Jalta, kjer so si trije veliki, brez seveda britanskega predsednika, ki ga je zamenjal kitajski predsednik, nekako na novo razdelili interesne sfere v svetu in o tem, da seveda Amerike pripadajo ZDA, nekako ni dvoma. Dejstvo pa je seveda, da o nekih interesnih sferah Rusije in Kitajske je teže govoriti. Jaz bi rekel, da tudi te teze o tem, ki jih slišimo, torej zlasti pri zunanji ministrici Kallasovi, do katere je Trump zelo zadržan, smatra, da je daleč preveč agresivna, da bo Rusija nadaljevala napade, ko bo osvojila Ukrajino, bo napadla baltske države, vzhodnoevropske države. Vidimo, da Rusija po 3 letih ne more niti v Ukrajini zmagati. Tako da, skratka, Rusija je, dobro, Trump jo je imenoval papirnati tiger, kar je omalovaževanje, ampak torej dejstvo je, da Ruska je varnostna velesila in sicer tudi varnostna predvsem na področju atomske oborožitve. Rusija ima 20,000 jedrskih konic, toliko kot jih ima Amerika. Morate vedeti, da vse ostale države, vključno s Kitajsko, so pri nekaj 100, torej Francija, Kitajska, tudi Izrael nekje. Vendar na gospodarskem področju je Rusija šibka. Na gospodarskem je Rusija šibka in tu torej o možnosti o tem, da bi Rusija torej osvojila neko novo interesno ozemlje, torej da so nikakršne. Vendar seveda druga stvar pa je Kitajska, ki pa torej se dejansko je velesila po nekaterih kazalcih, torej kosmati družbeni proizvod, merjen v pariteti kupne moči, ki je sicer bolj indikator, ki se uporablja za notranji standard v posamezni državi, ampak naprimer po tem kazalcu je Kitajska že prehitela ZDA. Torej in lahko računamo, da bo Kitajska postajala vse močnejša, tudi kitajske stopnje rasti so še vedno zelo visoke, torej okoli 5%, tudi ZDA je treba vedeti, da je po Trumpom dosegla torej rekordno 3%, torej zelo visoko stopnjo, medtem ko Evropa na primer ostaja pri 1%. In tu je ta Trumpova kritika Evrope, na primer, kar so evropski voditelji potem, bi rekel, zelo klavrno sprejeli, ampak nekatere Trumpove kritike Evrope držijo in sicer to je nizka produktivnost. Morate vedeti, da je če gledamo po številu prebivalcev, je Evropska unija večja od ZDA, pa je njen kosmati družbeni proizvod za tretjino nižji. Kosmati družbeni proizvod na prebivalca je v ZDA še enkrat višji kot v Evropi. Se pravi, tu so nekatere kritike ZDA upravičene. Ampak kar pa se Kitajske tiče, je pa, jaz bi rekel, da verjamem v te kitajske projekcije. In sicer Kitajska ima načrt, da bo do leta 2050 vso svojo pozornost, se pravi, to je naslednjih 25 let, vso svojo pozornost usmerila na krepitev gospodarske moči, seveda vzporedno s tem tudi krepitev vojaške moči. Ampak nekakje je projekcija, da bi Kitajska do leta 2050 torej ne stopala pretirano opazno na svetovni oder, tako da tudi glede Kitajske torej smo lahko, bi rekel, deloma pomirjeni in seveda dejstvo je tisto, kar smo ugotovili, da je pač danes ZDA edina država, ki lahko zruši takšne diktatorske režime, kot je bil primer Madure v Venezueli, kot je primer ajatola Khameneja v Iranu.
To so zdaj res na široko osvetlila, ampak če se zdaj morda malce bolj ozko fokusirava na Venezuelo samo, opozicija ni prevzela, vsaj zaenkrat še ne, vodenja države, ne, niti Donald Trump očitno ne meni, da je Corina Machado tega ta hip sposobna. Vi ste govorili o tem, da so tukaj morda po strani tudi neke osebne zamere, ker so venezuelski opozicijski voditelji takrat podprli, mislim, da proti kandidatko Kamalo Harris v predsedniški tekmi in da je Delcy Rodriguez, podpredsednica Madurova namestnica, zdaj, ko je Maduro seveda v priporu v New Yorku, podarila kampanji Trumpa leta 2016, se mi zdi, €500,000. Ampak dobro, kaj se zdaj ta hip dogaja v Venezueli? Se zdaj ameriška podjetja vračajo, niso bila vsa zainteresirana za obnovo venezuelske infrastrukture, nekaj se premika, ne? Trump je bil zelo jasen, gre za našo naftno industrijo, ne? Od katerega pa bodo na koncu vendarle imeli tudi Venezuelci. Ne? Tukaj se zdaj ves čas na levi govori, da Amerika krade nafto, ampak dejansko bi prosperirala cela država, če bi se vzpostavilo stanje iz, 50-ih, 60-ih let, ko je Venezuela cvetela zaradi ameriškega vlaganja. Ja, torej nekateri, mislim, da Chevron se ni nikoli umaknil iz Venezuele, ampak druge seveda ameriške multinacionalke naftne so se. Lejte, Trump, tudi nova varnostna strategija ZDA, nastala pod Trumpovim vplivom, praktično ne govori več o tem, kar je bila dolgo časa kao poslanstvo ZDA v svetu, in sicer širjenje demokracije. Trump je dal na prvo mesto ekonomske koristi ZDA. In tudi, ko je govoril o Venezueli, ni uporabil besede demokracije niti enkrat, pa 1 uro govoril. In dejstvo je, da je tu, jaz mislim, naredil pametne poteze. Je pa govoril o nacionalni varnosti, ne? O Maduru kot šefu kartela Sonc, kartel de los Soles, ne? Preko katerega ne bi v Ameriko vsako leto prišlo toliko in toliko količin, ton prepovedane droge. No, čeprav dejstvo je, da ta prepovedana droga gre preko Venezuele, zanj sem bil na Jamajki in je enaki primer z Jamajko. Torej, ta kokain in amfetamini, to se v glavnem preko Venezuele zgolj transportirajo. Nastajajo pa večinoma v Južni Ameriki in potem gredo preko Jamajke in Venezuele vstopajo v Ameriko. In jaz mislim, da je tukaj Trump, torej ne glede na zamere, ki ste jih omenili, napravil pametno potezo, ker je vedel, da bi v primeru, če bi prišla iz tujine opozicijska voditeljica, da bi v Venezueli lahko izbruhnila državljanska vojna. Tako je pa njegova strategija, bi rekel, ekonomska v tem smislu, da mislim, da zahteva od Venezuele povrnitev nacionalizirana premoženja ameriških nacionalnih družb, ampak seveda ne zahteva to od vlade, ampak potem iz teh dohodkov od venezuelske nafte. Glavni problem venezuelske naftne industrije in seveda tudi obotavljivosti ameriških naftnih družb, da se vrnejo v Venezuelo, je pa strahovita zastarelost celotne naftne infrastrukture. Ki je stara pol stoletja. Ki je stara pol stoletja in mislim, da so spet, smo približno tu, mislim, da okoli $100 milijard, spet smo pri slovenskem kosmatem družbenem proizvodu, približno takšne investicije bi ta venezuelska naftna infrastruktura potrebovala in seveda te ameriške naftne družbe torej tudi niso pripravljene naenkrat investirati. Torej tudi tako, da se pričakuje, da bo ta venezuelska naftna proizvodnja torej zelo počasi se povečevala in da seveda tu je potem torej te naftni veliki OPEC proizvajalci so seveda veseli zaradi tega, da ne more venezuelska nafta na hitro prodreti na svetovne trge, kar to bi znižalo ceno nafte, torej njihove nafte.
Tako da glede Venezuele lahko pričakujemo neko postopno povečevanje proizvodnje nafte in pa torej Trumpova strategija je pač, da nekako vseeno drži, dobro, lahko rečemo roko, ampak torej neke prijateljske odnose z novim režimom, torej bivše podpredsednice. Ampak to je pravzaprav isti režim, ki je na oblasti, ne? Zdaj, to je vprašanje. Jaz sem tukaj v tem studiu gostil dva Venezuelca, gospoda Peño Escluso, disidenta iz Venezuele, ki je proti Chavezu leta 1998 tekmoval na predsedniških volitvah, izgubil. Tukaj smo gostili Jacoba Contrerasa, študenta iz Venezuele, ki je iz Meride prebegnil pred 4 leti, pred katastrofalno krizo. Vsi zdaj čakajo, kaj bo, a bo opozicija prevzela vodenje države, zakaj Trump ohranja na oblasti Darcy Rodriguez, če pa je sam zapisal na omrežju X, da je on voditelj začasni Venezuele. Zakaj torej ni uresničena volja ljudi, da opozicija prevzame vodenje države? Ja, zdaj, a veste, vprašanje je torej sigurno, da te izseljenci so zelo radikalni tudi v zahtevah, da se spremeni režim. Vendar v smislu, da se prepreči državljansko vojno v Venezueli, je pa ta Trumpova poteza dobra in jaz mislim, da če bo Trump recimo počasi začel pritiskati na ta režim, torej počasna tranzicija, postopen razpis demokratičnih volitev, da tako lahko doseže pravzaprav oboje, postopno tranzicijo v nek torej boljši režim, bolj demokratičen režim. Čeprav spet ne tako, ker smo ga omenili v Ameriki, kjer sta politični stranki pripravljeni storiti vse, samo da oblati nasprotno stranko. Tako da torej jaz mislim, da je tu Trumpova strategija postopne tranzicije dobra in jaz mislim, da nekaj podobnega, torej je tudi zaradi tega je ustavil operacije v Iranu, ampak tudi v Iranu pričakujem podobno strategijo kot v Venezueli. No in to je moje naslednje vprašanje. Iran. Številke, ki prihajajo, so zastrašujoče. Poroča se o več 100 000 mrtvih. Kaj je po vaše realna ocena tega, kar zdaj tam islamski režim počne, da bi nekako zadušil to ustajo, ki je vsaj po mojem mnenju največja od leta 1979? Ja, zdaj ocene so, jaz sem videl tam ocene nekje med 2000 in 30 000 mrtvih, dobro, glede na molk in prenehanje delovanja interneta. Čeprav mislim, da preko Muskovega Starlinka, da torej nekaj bi se lahko naredilo. Dejstvo je, da je ta verski režim dost osovražen. Je pa seveda tudi res, da postopoma je deloma pod pritiskom tega notranje opozicije, deloma pod pritiskom, torej da so te verske spone s časom le slabele, da so določene premiki znotraj Irana bili, torej ženske, vseeno ni treba, da so vse zakrite, torej neke mediji so, torej morda nekateri tudi kolikor toliko liberalno lahko delovali. Tako da mi smo pričakovali, torej zlasti ob teh množičnih protestih, se je pričakovalo intervencijo ameriške vojske, vendar izgleda tudi, da je, torej mislim, da je bila na Bližnji vzhod premaknjena letalonosilka, torej nekaj rušilcev, torej kaj več kot nekega bliskovitega bombardiranja Irana Trump ne bi mogel izvesti in verjetno kar manjka v primeru Irana glede na Venezuelo je neko povezovanje z
torej tu podpredsednik oziroma namestnik tega Al-Hamneja, torej verjetno ni v nekih odnosih z Ameriko. Amerika tu, kolikor vem, stavi na pomembno opozicijsko figuro nekdanjega, mislim, da predsednika vlade Irana, vendar izgleda, da tam razmere še niso takšne, da bi do tega bombardiranja, ki seveda ne bi potem nič rešil. Iz tujine ves čas režimu grozi tudi naslednik šaha, ne? Ja, zato je tudi tu, tudi tu je, bi rekel, podobna situacija. Torej, ta šah Reza Pahlavi z enakim imenom kot njegov oče, ki živi v Ameriki, je podobna situacija kot glede Venezuele in tudi tu Trump ni pretirano navdušen, da bi ga infiltriral v Iran. Tu je verjetno še drug problem, ker je pravzaprav islamski režim na oblast prišel z revolucijo z uporom proti šahu, ne? Ja. Jaz se spomnim, ko sem bil v Teheranu, je zanimivo, tam so v središču nekje so pustili kip Reze Pahlavija samo do kolen. Se pravi, kolena pa škorne so pustili kot simbol torej nekega teptanja, v zgornji dol se odreza. Seveda je pa tudi res, da je bil ta režim malce, torej dokaj skorumpiran in tudi zaradi tega Trump torej ne insistira na vrnitvi tega šaha, ker se zaveda, da bi lahko prišlo tudi do neke kontra tendenc v iranski družbi. Skratka, izgleda, da situacija še ni zrela. Sigurno je, da v interesu Izraela in Netanjahuja bi bil torej ta vojaški udar na Iran. Tudi situacija je pravzaprav zdaj dobra, kajti vemo, da v teh napadih izraelskih in ameriških letal, torej poleti lansko leto, so bile več ali manj vse iranske vojaške infrastruktura je bila uničena, uničili so tudi torej te jedrske kapacitete s temi. Verjetno do dobra so streljili tudi moralo tega režima. Tudi moralo, vse to so, bi rekel, stvari, ki govorijo za drugi napad, vendar seveda, če ne bi prišlo do kakšnega globljega pretresa, bi ta režim ostal. Tako da jaz mislim, da je to razlog, da Trump torej zaenkrat še ni pripravljen. Ampak je to neizogibno, če potegneva črto? Je ta skrajni islamski režim, je ajatola blizu padca? Ja, zdaj jaz se spomnim, ko sem hodil po Iranu, moram reči, da me je presenetil, torej dve državi v islamskem svetu, ki sem jih obredil približno 30-40, sta me presenetile glede svoje sorazmerne liberalnosti. En je bil Pakistan, en je bil Iran. Tu gre za, torej oni, glede na to, da sta bila britanski kolonija, imajo neko povezavo s tem Commonwealthom. In mimogrede niso Arabci, ne? Niso Arabci, veliko je šolanih v Veliki Britaniji oziroma Združenem kraljestvu, ampak kar mi priča o temu, da se režim bliža koncu, je bilo to, da so mi te Iranci rekli, posod lahko hodiš razen v Kum. In zdaj sem videl, ker Kum je bil zavetišče te islamske teokracije, center islamske teokracije. Zdaj sem pa videl, da so protesti izbruhnili tudi v Kumu. Se pravi, zgleda, da se tudi torej najbolj teokratski del Irana upira tej vladavini, ki je seveda v veliki meri kriva za gospodarsko nazadovanje, za ukinitev vseh svoboščin. Tako da torej jaz mislim, da prej ali slej bo do padca tega režima prišlo, vendar seveda Trump bi bil verjetno tudi tukaj bolj za to, da pride do delne zrušitve tudi od znotraj. Ker, a veste, to od zunaj je takšen režim zelo težko zrušiti. No, za odstavitev tega režima, kot ste sami že omenili, najbolj na glas navija Izrael, Benjamin Netanjahu, ne? Iran je glavni sponzor terorizma, islamskega terorizma v svetu, ne? Prek svojih proksijev deluje in ogroža Izrael, Hezbolah, Hamas, Huti
Pa vendarle, ne, greva zdaj še v Gazo. Premirje je v teku, nevladne organizacije še vedno štejejo žrtve, smrtne žrtve, ki naj bi jih svojimi napadi še vedno povzročala izraelska vojska. Kakšna je zdaj tam situacija? Je to samo nek kratkotrajen mir? Je Gaza pravzaprav na kolenih? Je Hamas na kolenih? Kako vi vidite ta hip vlogo Izraela v nadaljni zgodbi Gaze, kjer je sicer Donald Trump tudi napovedoval neke vrste rezort, ne vemo, koliko smo lahko resni okrog tega, ampak vendarle, kaj se zdaj tam dogaja? Ja, torej, jaz bi rekel, da tu se stvari ne bodo prav na hitro umirile. Torej, ta druga faza premirja, ki predvideva razorožitev Hamasovih borcev in delni umik Izraela iz Gaze, bo težko uresničljiva. Prvič, Hamas bo zelo težko položil orožje. Ena stvar je treba vedeti, zdaj domneva se, da je nekje, torej vsaj polovica Hamasovih in tudi Hezbolovih borcev neutralizirana. Vendar spet, to spet, veste, če to komentiraš, je dobro, če poznaš tisto ozemlje in dobro, da si večkrat tam. Veste, ti razseljeni Palestinci, ki so se iz Izraela umaknili že v teh izraelskih vojnah 67 leta, 73 leta. Veste, oni so po številnih arabskih državah živijo. Ta taborišča njihova niso več taborišča, to so postala palestinska mesta. Ampak kar hočem povedati, tukaj imaš ogromno neke mladina, ki jo Hamas in Hezbolah lahko takoj privede nazaj v svoje vrste. In tudi ta Hamasova taktika spopadanja z izraelsko vojsko je izrazito gverilska. Oni napadajo, se umaknejo, skrijejo orožje in potem napadajo spet čisto drugje. Torej, seveda, imajo torej tisti neskončen labirint tunelov, ki so jih gradili z evropskim denarjem, v največ seveda z katarskim denarjem, in to tisto, če se spomnite. Ja, če karikiramo, namesto navzgor so gradili navzdol. Navzdol, tako, to je bila seveda, jaz bi rekel, da je to največji zločin Hamasa. Če bi te milijarde denarja, torej večina ga je prišlo s Katarjem, in če se spomnite, torej mislim, da je Trump in Netanjahu sta potem dala Katarju torej tudi eno takšno lekcijo z bombardiranjem glavnega mesta. Torej, s temi milijardami, tudi z ameriškimi, evropskimi milijardami, katarskimi milijardami, so gradili te tunele namesto, da bi ga dali ljudem. Če bi ta denar dali ljudem, bi Gaza dejansko lahko bila torej neka razvita hotelska država z rezorti, vendar nič od tega. Ljudje so ostali v revščini in seveda zdaj je moram reči, da načrt, ki je Trump ga deloma podprl, seveda, ki bi tudi za Izrael bil zelo primeren, je, torej tudi nekaj morate vedeti, če bi zdaj, mislim, da so bile neke ankete med prebivalci Palestine, Trump seveda ni pripravljen priznati palestinske države, je pa pripravljen palestinskim prebivalcem dati $50 milijard. In sedaj se seveda išče lokacija, kam bi se to palestinsko prebivalstvo lahko preselilo. In vi ste že namignili Somaliland. Somaliland, ne moram reči, da torej, kakor je težko verjeti, ampak zadnjo predavanje, ki sem ga imel v tujini, sem ga imel v Somalilandu. Torej, Somaliland je neka državica, ki je seveda spet nepriznana kot del Somalije. Razen Izraeljo je priznal, Zdaj je pa Izrael priznal in seveda za Izraelem stoji Amerika, tako da Somaliland vidi v tem neko šanso svoje, bi rekel, neodvisnosti in torej, kolikor se spomnim, je ta Somaliland, kakor sem se vozil po njemu, je v veliki meri puščavski, se pravi, da je podobna, bi rekel, zemljepisna okolica kot v Palestini in seveda, če bi se te Palestinci in seveda tudi z nekim denarjem preselili tukaj, bi bila to rešitev. Seveda, nekaj morate pa vedeti, zakaj druge arabske države
nočjo Palestincev. Ko se je precej Palestincev preselilo v Egipt. sosednji Jemen, torej so tam naredili državni udar. Enako je v Libanonu. Ko so se Palestinci preselili v Libanon, so zavzeli jug Libanona, v glavnem mestu je izbruhnila državljanska vojna. Se pravi, številne arabske države nočejo sprejemati Palestincev, ker seveda to so ljudje, ki so radikalizirani in seveda kar se bojim je to, da tudi če se preselijo v Somaliland, zna tam priti potem do konflikta med oblastmi Somalilanda in seveda novo nastalo palestinsko tvorbo. Vendar zaenkrat je to torej neka rešitev, ki funkcionira, ki bi bila lahko možna. No, ko smo pri Izraelu, pri vojni v Gazi, se je zelo angažirala Golobova vlada, ne? Začenši s priznanjem Palestine, ena od prvih 4 držav v Evropski uniji, ne, ki je priznala Palestino v tem zadnjem času po konfliktu v Gazi. Po drugi strani smo videli velike napore tudi v Združenih narodih, da bi bili opazni, ne. Predsednik vlade Robert Golob je okrcal Netanjahuja in tolkel po mizi, naj se konča vojna. Predsednica republike je šolala evropske poslance, da v Gazi gledamo genocid. Radiotelevizija Slovenija je odpovedala svoj nastop zdaj na Euroviziji, ne, kot ena izmed teh najbolj skrajne skupinice držav, ki bodo zdaj bojkotirale izbor pesmi Eurovizije, ki bo na Dunaju v Avstriji. Se je vse to, kar je Slovenija počela na zunanje političnem področju, izplačalo? Podobno neumnost je, ki jo niste omenili, je, ko je Trump predlagal odbor za mir kot nekakšno novo telo, ki bi lahko urejalo razmere po svetu. S katerim se je Golob mimogrede na omrežju X najprej pohvalil, ne, da je vabljen. Ja, pohvalil se je, ampak potem je bil pa tudi prvi, ki je jasno in glasno povedal, da Slovenija tukaj ni noter, ampak seveda, glede na, pozneje pa sem gledal sezname držav in Slovenija sploh ni v tem seznamu držav. Se pravi, geopolitično težo, ki si jo predstavlja, torej gospod predsednik vlade in gospa predsednica države, pa realnost sta v popolni diskrepanci, ne. In tu takšno soliranje in glede tega odbora za mir, in glede Palestine, in glede obsojanja Izraela je seveda, bi rekel, nespametno. Jaz se spomnim tudi, ko hodim po teh naših ambasadah v tujini ali pa tudi, naprimer, sem gledal v Evropskem parlamentu, torej vsi te naši predstavniki bolehajo za tem, da se gredo veliko diplomacijo. Oni bi urejali razmere po celem svetu. Seveda, morate vedeti en razlog za to, in pri veleposlanikih, in pri poslancih v Evropskem parlamentu, je seveda, če ti urejaš razmere v nekih tujih državah, ti tja potuješ, dobiš dnevnice in druge bonitete. Spomnim se, ko je ena moja študentka, ki je bila poslanka v Evropskem parlamentu, edina sedela, je rekla, noben še ni sedel v proračunskem odboru, pa je to najbolj pomemben, ker proračun deli sredstva med državami. In sem rekel, zakaj pa ne? Je rekla, seveda zato, ker vsi raje potujejo v tuje države in dobivajo dnevnice, jaz pa tukaj ne dobim nič, ker proračunski odbor je v Bruslu, ne. Tako da to je neka ne vem, morda od Titove Jugoslavije, da bo, ne, tudi Tito je podobno kot Castro, torej da boste urejala zadeve po vsem svetu, in nekaj tega je ostalo, torej in gospe ministrici in seveda tema dvema veljakoma, ki smo jih omenili. Po mojem mnenju je to neumnost, po mojem mnenju bi morala biti, in to jim seveda ni jasno v slovenski diplomaciji. Spomnim se, 5 let nazaj smo se potem spomnili neki, jaz se spomnim, vsi ti tuji ambasadorji so se smejali temu, tako so mi govorili, češ, to je popolna neumnost, ampak so bili tih. In sicer mi smo se spomnili pred 5 ali pa 10 leti, da bomo uvedli ekonomsko diplomacijo. In potem imamo na največjih ambasadah v tujini, imamo tako imenovane referente za ekonomsko diplomacijo, ki kobajagi prodajajo slovenske blago in storitve.
To bi morala početi celotna slovenska diplomacija. Vsak ambasador bi mogel vedeti, da je to njegova glavna naloga, promocija in prodaja slovenskih izdelkov in storitev. Spomnim se, ko sem včasih gostil ameriškega obrambnega konzula in glavna stvar, ki jo je on prodajal po Sloveniji, je rekel, Slovenija je toliko velika, da lahko kupi 5 ameriških teh FFF bombnikov oziroma lovcev. Ne. Se pravi, to bi morala biti. Naloga slovenske diplomacije bi morala biti promovirati ekonomske interese Slovenije, narediti Slovenijo novo Švico z GDP-jem, torej bistveno višjem, kot ga imajo sedaj. Naj si postavijo za cilj, da slovenski GDP doseže skandinavski GDP na prebivalca, ne pa, da se gredo urejati, bi rekel, razmere po svetu, ko kot pravim, Slovenija tu ima premajhno geopolitično težo. Ja, in bili smo nestalna članica Varnostnega sveta, ne? Pa me zanima, kakšno škodo pa smo si naredili, če smo si jo konkretno s vsem tem, kar sva zdaj problematizirala, ministrica Tanja Fajon, njena politika, antiizraelska retorika. Zdaj, do neke mere tudi antiameriška retorika. Sej to je, ne, tudi naprimer v temu, ko je se Golob, torej prvi, jasno rekel, da ne gre v ta odbor za mir. Zdaj Trump neposredno ni reagiral, ampak seveda sigurno je, da te zamere nekje ostajajo, zamerce Izraelu in ZDA. Torej, verjetno bi rekel, ko bo Slovenija, naprimer, če bomo kdaj potrebovali, torej to, da je ta povezava Slovenije preko Melanije, Trump povsem izgubljena, spet kaže na nesposobnost slovenske diplomacije. Zdaj sem videl, da je gospod ambasador v ZDA se je hvalil s tem. Gospod Mirošič se je hvalil s tem, da je edini povabljen na prikaz Melanijinega filma v ZDA. Halo, če je to dosežek slovenske diplomacije, da jih povabijo gledati film, ob tem pa, da so, torej jaz narečem, ampak sigurno bi lahko preko nje dosegli, ne vem, milijardne investicije ameriškega kapitala v Slovenijo, kar bi verjetno potrebovali, ne vem, na obali, ne vem, kjerkoli že, ne. Torej vse to je bilo izgubljeno. Tako da tu in tudi glede varnostnega sveta, torej jaz sem sicer slišal, da je Slovenija, torej mislim, da so mi neki poslovneži torej pripovedovali, da so dobili neke posle v tretjem svetu, vendar vseeno, ne, torej napraviti si Ameriko in Izrael za nasprotnika, to sigurno ni poteza, ki si jo taka miniaturna državica, kot je Slovenija, lahko privošči brez nekih povračil. Ja, in je tudi vprašanje, kje pravzaprav zunanje politično stojimo in kje želimo biti v prihodnje in kaj bi še en mandat nove, leve Golobove vlade prinesel. Ne? Smo še ideološko, kar se tiče nekega zgodovinskega občutka, smo še del zahodnega sveta, bi se radi obrnili nekam drugam, kako vi vidite Golobovo Slovenijo? Ja, zdaj smo videli izjavo gospoda Pečečnika, ne, ki se sicer desetletja že koketira z levim polom, kako je Golobova vlada prijazna do podjetništva. To bi moralo biti, ne, kot pravim, slovenska vlada bi se morala fokusirati na slovenske podjetnike, na slovensko gospodarstvo in to promovirati, ne. Kajti gospodarsko uspešna država je nekakšen svetilnik. Glejte primer skandinavskih držav, ne, ki so svetilniki in v gospodarskem in seveda tudi v nekem družbeno-socialnem smislu. Zdaj seveda v Evropi imaš in leve in desne vlade in torej tudi njihov odnos, torej zlasti do obdavčenja podjetij je pač različen, ne. Vendar z vidika, bi rekel, gospodarstva in gospodarske rasti Slovenije bi nedvomno bila koristna menjava levega pola z desnim, kajti poleg tega, kot sem prej rekel, da je desni pol praviloma povsod najbolj učinkovit pri zagotavljanju reda in varnosti,
je verjetno tudi, bi rekel, bi našli veliko število potrditev, da je tudi v primeru vladavine desnih strank, desno-sredinskih strank, gospodarstvo te države, torej na bolj produktivni in bolj uspešni poti. So potem spet pri tisti teoriji, ne, da desne vlade ustvarjajo dobiček, napolnijo državno blagajno in potem leva vlada ta denar razdeli ljudem, nekako tako. Ne. Ampak gospod Ferfila, torej Slovenija naj se osredotoči bolj sama na se, je zdaj najna ugotovitev in se ne igra svetovnega policaja. Vendarle, ne, ko pogledava bližajoče se volitve, se zdi, da se bo spet tukaj bolj igralo glede ideoloških vprašanj, ne, da bo to tisto, kar bo na koncu prevladalo, ne pa vprašanja, koliko nam ostane v žepu oziroma kako mi zares živimo. Mene samo zanima, ne, Slovenija je vedno nekako stavila na jedrno Evropo, zdaj pa se zdi, da smo tudi tukaj te vezi vsaj nekoliko pretrgali, ne, ker smo šli tako na nož, ne, nismo stopili korak nazaj kot recimo Nemčija, Avstrija, ne vem, morda nevtralna Švica, pa še kdo, ne, celo Francija je bolj zadržana, kar se tiče naših obsodb, konkretno Izraela, pa tudi Združenih držav Amerike. Ne, in pač vprašanje je samo to, ne, ali smo si naredili neko dolgoročno škodo po vaše, ali ne. Nas ljudje še vidijo kot nekega resnega partnerja v zahodnoevropski skupnosti. Jaz sem bil v Izraelu, kjer so me spraševali, kaj se je pa s Slovenijo pravzaprav zgodilo. Ne? Imam nekaj ameriških kolegov, novinarjev, ki me sprašujejo, kaj pa se pravzaprav dogaja, in vsi me sprašujejo, a bo prišlo do spremembe na volitvah. Ne? Ja, kot sva rekla, torej absolutno to soliranje Slovenije v urejanju svetovnih problemov je nepotrebno. Mnogo koristneje bi bilo, da se Slovenija nekako uskladi, ali pa če hočete tudi postavi pod okrilje evropskih velikih, to sta zlasti Francija in Nemčija, tudi Avstrija, ki, kot vemo, so zgodovinsko zelo občutljive, zlasti glede Izraela in Židov. Tako da torej tu je ta premik, ki ga izvaja sedanja vlada, je seveda kvečemu škodljiv v smislu odmikanja od evropskega jedra, kjer še vedno torej, glavno besedo seveda imajo veliki, ne, hoteli ali ne, veliki Francija, Nemčija, Italija, Avstrija, in torej tu neko soliranje Slovenije brez koordinacije z temi velikimi je absolutno torej škodljivo. Zdaj, koliko časa bo trajal zgodovinski spomin, torej verjetno, ne, če bi prišlo do premikov na čelu Slovenije, bi se verjetno te zamere hitro pozabile. Če se bo pa ta leva vladavina nadaljevala, pa seveda verjetno ta trend se kvečemu lahko nadaljuje. Morda še tole, ne, saj smo del Evropske skupnosti, smo del Severnoatlantskega zavezništva, ki je nekoliko skrhkano po nekaterih zelo bizarnih izjavah Donalda Trumpa, ki so se stopnjevale po intervenciji v Venezueli, ne, na račun Danske in njenega otoka Grenlandija, ki sicer geopolitično igra očitno pomembno vlogo za Združene države Amerike zaradi bojda ruske in kitajske grožnje. Koliko je po vaše ta rusko-kitajska grožnja tam gor res prisotna? Ne? Konec koncev ZDA so itak sosed Rusije, ne, preko Aljaske. V Arktičnem morju imamo pravzaprav en velik kup ledu, a gledajo toliko v prihodnost, računajo na podnebne spremembe. Kako ste vi videli te Trumpove grožnje, da bo morda celo z silo zavzel Grenlandijo in potem nenadem preobrat v Davosu tudi odstop od groženj Evropi s novimi carinami? Ja, zdaj pravim, Grenlandijo jaz zelo dobro poznam, ker sem velikokrat bil tam, živel z eskimi, lovil tjulne z njimi, 10 dni bil zaprt v ameriškem vojaškem oporišču, ne zaradi tega, da bi kaj naredil, ampak ker je bil tak snežni vihar, da nisem mogel z njega.
torej, zdaj, to je zapletena stvar. Ne? Zapletena stvar je prvič Danska, seveda ustraja na kakršnikoli nedotakljivosti Grenlandije, ampak morate vedeti, da Eskimi hočejo stran od Danske, ne? Eskimi hočejo neodvisno Grenlandijo. Problem, ki ga seveda imajo, je pa to, da se morda oni ne zavedajo, da 70% njihovih potreb pokriva danski proračun in da bi brez tega danskega proračuna bili lačni in nezdravi in se pravi, nisem prepričan, da bi Trump tako bil dobrodelen do... Ja, govoriva o recimo temu za en evropski nogometni stadion ljudi. Ne? Ja, 55,000 ljudi, približno 55-60,000 teh eskimskih družin. Vendar, ne vem, ena rešitev morda, veste, mi smo morda če malo pozabili, ki bi morda Trumpa zadovoljila, je ta eksteritorialnost. Ne? Jaz se spomnim, torej, in ko sem bil na Cipru, in ko sem bil na Kubi, ne? Mi smo kar pozabili, ne? Amerika ima svojo ozemlje na Kubi, to je Guantanamo, ne? In enako je s Združenim kraljestvom na Cipru. Prav, to je neka eksteritorialna enklava, kjer velja ameriška oziroma britanska zakonodaja. Zdaj, morda bi se Trump sprijaznil s tem, če bi mu ponudili to eksteritorialnost te ameriške baze Pitufik, ki pa morate vedeti, da, torej jaz mislim, da tukaj Trump precenjuje strateški pomen Grenlandije, kot ste vi rekel, Amerika in Rusija sta itak stikata tam pri Aljaski. Beringovem prelivu. Ja, Beringovem prelivu. Tukaj ta baza, jaz se spomnim, noter je tudi samo 150 vojakov, včasih jih je bilo 1500. Zadnja pomembna vloga, ki jo je imela ta baza, je bila pri iraški vojni. Tam je bil to telekomunikacijski center Amerika, Grenlandija, Irak. Sicer pa ta baza nekega velikega pomena nima. Meni so na primer Eskimi taka zanimiva zgodba. Ampak govore o tem ščitu, ne, ki naj bi ga Grenlandija odigrala. Ja, ampak ta ščit, a veste, ne, ta ščit, ne, najbolj znan je ta železna kupola Iron Dome, izraelski, ne. Ta ščit se načeloma formira praktično blizu teritorialnih meja, ne. Grenlandija je vseeno oddaljena od Amerike kar nekaj, tako da tudi tu postaviti ščit se mi zdi malce daleč. Čeprav po drugi strani je pa res, da spomnim se, lansko leto sem bil na Guamu. To je nek otok, ki je torej nekem polkolonialnem statusu do ZDA in torej Amerikanci ga nikakor ne nameravajo vrniti, kajti z Guama oni kontrolirajo Kitajsko. Tako da izgleda tudi v dobi, ko praktično ti satelitom vidiš vsak centimeter ozemlja, ne vem, nasprotnika, ko z raketami pokriješ praktično ravno tako vsak centimeter ozemlja. Zgleda, da ta fizična bližina v teh glavi vojaških strategov še vedno ima nek pomen. Že 150 let, ne, dolgo že nameravajo kupiti Grenlandijo in poizkušajo. Ne. Ja, to je res, ne, ker se je tukaj bilo, da je Danska pridobila Grenlandijo takrat, ko je bila neka kupčija za Ameriko na teh karibskih otokih. Ne. In od takrat naprej je že ta ideja, da bi kupili Grenlandijo, vendar seveda zdaj nakup ozemlja... Govoriva o Deviških otokih, ne? Ampak takrat se je Amerika zavezala, da je Grenlandija suvereno ozemlje Danske. Ne? Tako, ja. Ampak, kot pravim, zdaj nakup verjetno, torej je zdaj tudi ni več mogoč, ne vem, da Slovenija, naprimer, da bi kupila Švico, zdaj ali pa Švica Slovenijo. Torej, ta nakupi, to je stvar, bi rekel, prejšnjega stoletja praktično, ali pa 50 let nazaj. Ne? Tako da pač tukaj jaz mislim, da bo potreben nek tripartiten dogovor. Grenlandska vlada
ki ima veliko kompetenc. Mislim sicer, da je Avstrija prodala 2 gori Švici nedolgo nazaj, ne? Da so se nekaj tam zmenili na meji, tako da očitno gora. Je vseeno stvar 21. stoletja, da se en delček... Ampak celo državo, oziroma celo, ne, morate vedeti, da je Grenlandija ogromna, ne, to je ne vem, 50, mislim, da je 50krat večja od matice Danske, ne, se govorimo o milijonih kvadratnih kilometrov. Ampak kaj je Trump mislil resno? To je bilo vprašanje, ne? Kako ste vi videli vse to, kar je Trump počel od začetka leta? Ja, a veste, Trumpova strategija je vedno taka, da začne zelo visoko, ne. To je njegova nepremičninska strategija, torej da začne visoko, postavi visoke cilje, agresivno retoriko in potem popusti in se umakne in potem nadaljuje pravzaprav tudi nekako brez natančno določenega načrta, ampak deluje po instinktu, ne. Tako da jaz mislim tudi, da potem on je testiral, bi rekel, to situacijo na Grenlandiji, potem, ko je videl, da je tukaj ogroženo povezovanje z ZDA, ne, to je najbolj, tudi Trump je to zastopil, ko je bil zamrznen sporazum z Ameriko, ne, trgovinski, tako da potem se je pač umaknil in torej jaz mislim, da tukaj se bodo pač te 3 stranke morale dogovoriti, tako kot, ne vem, Amerika, Rusija, Ukrajina, bo tukaj Amerika, Grenlandija, Danska, da bodo mogli, dobro, lahko še Evropo povabijo zraven, tukaj. Ampak kaj je sploh cilj Trumpa tukaj, po vaše? Torej, kaj bi pridobil torej, Grenlandija, nova ameriška država ne bi nikoli nastala, ker se niti ne morejo zmeniti, kaj s Portorikom narediti, ki že, torej, eni hočejo postati ameriška, eni znotraj Portorika hočejo, drugi nočejo, se pravi, da bi to Ampak še večji problem pa je verjetno vendarle v kongresu, ne, kjer se demokrati in republikanci ne morejo odločiti, komu bi to bolj koristilo, ne. Na katero stran bi se nagnila tehnica, če bi pač tudi Portoriko volil za... Aha, pri Portoriku, ja. No, ampak tudi znotraj Portorika je deljeno mnenje, se ne morejo zmeniti, ne. In tudi znotraj Amerika, ali bi vzeli Portorika, ne. Tako da bi Grenlandija postala 52. ameriška država ali pa 53, torej o tem ni nobenega dvoma, da se to ne bo zgodilo. Se pravi, možen je tu zgolj, kot sem že rekel, nekakšen podoben status, kot ga ima Guam, naprimer, ne, v Ameriki, ali pa kot naprimer tudi American Virgin Islands, ne, se pravi, ali pa kot Portoriko, se pravi, neko odvisno ozemlje od ZDA, ki pač, da je ameriški vojaški strategi, predvidevam, da imajo še vedno v glavi to idejo, da je tudi fizična bližina do Rusije pomembna, in podobno kot relacija Tajvan-Kitajska, ne, torej da tu tudi Amerika ali pa Guam, ne, Kitajska, da tu pač Amerika potrebuje tudi neko fizično bližino do teh 3 velesil, Rusija, Kitajska, ne. No, in če zaključiva tole debato z vprašanjem, a vi menite, da se vzpostavlja novi svetovni red, je to pretirano, se meje rišejo na novo, se bodo risale na novo v prihodnjih letih? Torej, jaz mislim, da, a veste, prevelike panike zaradi tega, kot sem ga rekel, humanitarnega posredovanja v Venezueli, mislim, videli smo, da se je stvar umirila in... Morda smo se Evropejci še bolj ustrašili Trumpovih teženj po Grenlandiji, ne? Morda so še bolj upravili teženj po Grenlandiji, ampak zaenkrat tudi pri Grenlandiji se je omaknil, ne. Treba je tudi vedeti, da zdajle Trump verjetno bo izgubil spodnji dom ali pa senat na novembrskih volitvah, tako da neki globli posegi bodo tudi tukaj otežkočeni, čeprav Trump seveda s tem predsedniškimi dekreti še vedno lahko izvaja takšne vojaške operacije, ampak tudi Trump bo, bi rekel, čez 2 leti in pol končal svoj mandat, ne. Skoraj 3, ja. Skoraj 3, ne. Tako da jaz bi rekel, da so govorice o tem, o povsem novem svetovnem redu zaenkrat še pretirano in da moramo še kar nekaj počakati, ali bomo videli, ali bo Trump sploh nadaljeval, naprimer s posegom v Iranu ali ne, ali se bo ustavil na teh sedanjih dosežkih. Profesor dr. Bogomil Ferfila, vedno vas je izjemno poslušati, hvala, ker ste bili gost na Domovini. Hvala za povabilo. In verjamem, da smo se vsi skupaj spet naučili marsikaj novega. Hvala, ker ste bili v naši družbi, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Glejte nas seveda še naprej.